Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu, kjer, kot rečeno, čakamo na pričetek tekme 26. kroga prve lige Telemark med Mariborom in Koprom. Zaenkrat izgleda dobro. CDB, dolga, odlična podaja, skok je dobil Tomi Jurič. Pa zdaj nekaj malega preglavic za Alžbeta Juga, podarjena žoga, tu je Dom Johnny, do strela in gol! 1-0. Kakšna napaka Maribora in zadev je Dom Johnny, 26-letni nogometaš iz Kosova. Ja, Alžbet Jug je res napravil veliko napako, dobesedno je podaril žogo zveznemu igralcu Kopra, Dom Johnnyju, ki je to darilo z veseljem sprejel in povedal Koper vodstvo za 1-0. Dom Johnny do svojega prvega zadetka, potem ko je januarja, torej na začetku tega leta v zimskem prestopnem roku prišel v Koper. Poglejmo še enkrat tole, najprej že malce slabše vračanje, potem pa Alžbet Jug, podarjena žoga na pladnju za Dom Johnnyja in potem tudi ni bilo več prave reakcije kapetana Maribora. Ja, se pa nekako ne morem znobiti občutka, da bi lahko Elmas kaj več storil v igri 1-1. Ki je seveda sprejel darilo Alžbeta Juga, podaja v sredino, precejšna gneča, Maribor se rešuje. Dom Johnny, a potem še ena nevarna podaja, precej težav za Maribor, brani Jug, odlična obramba Juga, tokrat iz neposredne bližine in ostaja le pri minimalnem vodstvu Tete. 16. minuta, pestro dogajanje že na začetku tekme. Benjamin Tete je ob 6 zadetkih v letošnji sezoni 2 zadetka dosegel ravno iz 11 metrovke. Ja, pa poglejmo, kako bo uspešen tokrat. Tu je Metod Jurhar. Ali lahko Jurhar zdaj prepreči morda izenačenje? Tete in zanesljiv je bil Benjamin Tete. 7. zadetek zanj v državnem prvenstvu. 27-letni Ganec, mirna eksekucija in izid torej izenačen v 16. minuti. Ja, zelo rutinirano je počakal vratarja in potem enostavno sprožil strel v nasprotni kot. Drugo sezono sicer nogometaš Kopra, tole bo najbrž premočna podaja, ne? Vseeno do žoge Veljko Mijailović. Ja, vidimo. Matondo, nevarna podaja, Matonda! 2-1. Tomi Jurič je izkoristil predložek Matonda in Koprčani še drugič do vodstva, pa teče komajda 19. minuta tekme. Ja, 19 minut, pa kar 3 zadetki in zelo zanimivo dinamično srečanje, priložnosti se vrstijo na obeh straneh. Tomi Jurič je dosegel svoj 8. zadetek in lovi svojega brata Denija, ki ima 1 zadetek več. Odlična podaja tudi Isaka Matonda. Jurič je torej zadev z glavo, poglejmo še enkrat tole akcijo, lep prenos igre na desno. Najprej Mijailović, pa potem Matondo, takole je izigral svojega čuvaja in potem natančna podaja in še nekoliko natančnejši zaključek. Potem, ko sta oba trenerja posegla po menjavah na začetku nadaljevanja, od takrat dalje brez sprememb. Nevarna podaja, Sudani! 2-2. Odlična podaja, kdo drug kot Sudani, tisti, ki zadeva. 2-2, torej v 66. minuti tekme v Ljudskem vrtu, 7. gol za 37-letnega Sudanija to sezono državnega prvenstva. Ja, še enkrat več smo videli vzorec, ki se je ponavljal tudi v prvem polčasu, namreč da krilni zvezni igralec, tokrat Grlić, se pomakne nekoliko v sredino. Vidimo, da je izigral Odža, ki se je postavil dokaj visoko, Sudani pa v slogu izjemnega strelca zaključi in
poravna rezultat na 2-2. Eden izmed Koprčanov je še dodatno podal odlična žoga dejansko potem za Sudanija. Po predložku Ođa še bolje se je steklo za Maribor, takole pa je Sudani premagal Metoda Jurharja. Ođo se je odločil za preigravanje, ki se ni šlo sprva, zdaj pač Ođo, spet se išče Sudani, pa priložnost za strel in gol! Gol! Maribor vodi na navdušenje občinstva v Ljudskem vrtu, smola tudi za Metoda Jurharja, strelec zadetka pa Bartuk Elmas. Ja, Maribor je kapitaliziral svojo odlično igro v zadnjih 10-15 minutah. Je enostavno preobrnil rezultat v svojo korist in gledalci so res vsi na nogah in odlično vzdušje v Ljudskem vrtu. Kako so se stvari spremenile v zadnjih 15 minutah, res neverjetno. Maribor je dal prestavo ali dve više. Določeni akteri pri Kopru se zdijo nekoliko načeti, utrujeni po sicer sijajni predstavi na današnji tekmi. Še enkrat takole Šej Ođo, pa potem Elmas od vratnice, žoga v... Rečenem, očitno ima neke težave. Ja, do žoge bo tu prišel Sudani, to je vselej nevarno. Danes 4-5 strelov Sudanija na današnji tekmi, pa priložnost in gol! Benjamin Tete še potem s svojimi akrobacijami ob slavju 4-2. Kakšna vrnitev, kakšen preobrat Maribora, ki ima zdaj celo 2 gola prednosti in je na pragu zmage. Ja, ob tem zadetku je vseeno potrebno povedati, da je sodnik spregledal, da je igralec Kopra padel na glavo. Zelo nespretno, ni prekinil srečanja. Tudi Mariborčani so nadaljevali za akcijo. Posnetek bo pokazal, ali je to bilo v duhu športnega fair playa ali ne, vendar dejstvo je, da je Maribor povišal vodstvo na 4-2. Poglejmo še enkrat potem nadaljevanje te akcije. Sudani v sredino, dobljen skok Žige Repasa, nova podaja na njegovem računu, potem pa Tete. Gospod Boštjan Cesar, čestitke za zmago. Maribor je 2krat zaostajal, na koncu vselej uspel zmagati. Osvojili ste 3 točke. Kako vidite današnjo predstavo moštva? Hvala. Zelo dobro smo šli v tekmo, takoj začeli narekovati tempo, ampak spet napaka. Tako da smo zaostajali. Nismo vsi verjeli, da lahko vrnemo in vsak čas fanta, kako so odigrali spod drugi počas. Kaj se vam zdi, da je šlo pravzaprav narobe v prvem polčasu, da ste zaostajali že drugo tekmo zapored? In pa kaj ste se dogovorili na polčasu, kaj ste dejali svojim fantom? Individualna napaka, prvi gol, malo zatrese, ampak tudi prvi počas smo odigrali dobro, tako da na polčasu smo se zmenili, da ni popuščanje, da ne smo dali gol. Bo pa verjetno ta zmaga še toliko bolj pomembna z vidika samozavesti, uspel vam je preobrat, prekinili ste negativno serijo, sedaj nadaljujete, prihaja tekma z Nafto. Pozitivno je, ko greš na odmor, zakončni odmor z zmago, tako da vsi ki bojo ostali. Če izvzamemo individualno napako, ki ste jo omenili, kaj bi si še želeli več od svojih Orvancov, kaj boste skušali še izboljšati do naslednje tekme? Morda še za konec, pred tekmo sva govorila o igralcu Nejcu Vihru, ki je začel v prvi postavi. Kako bi ocenili njegovo predstavo danes? Kakšne kondicije ima, tako da zelo dobra tekma. Vemo, da je debitant in da je tako odigral 80 minut. Hvala in srečno. Tekma v Ljudskem vrtu se je končala z zmago Maribora. 2krat ste vodili, a na koncu ostali brez točk. Kakšen je vtis po tekmi in pa kaj je šlo po vašem mnenju narobe? Videli smo nekako 2 različna polčasa. Prvi polčas z naše strani kapo dol fantom, kvaliteta,
Priigrali smo si še dosti več priložnosti, kot smo zabili, ampak fuzbol se igra 90 minut, tako da fantom sem rekel, da mora dati glave gor, neka šola bo, danes smo jo pač drago plačali, ampak mislim, da z novim trenerjem, da bo dosti dela in da je tu i trener videl, da ta ekipa ima potencijal, da ima kvaliteto, tako da jaz sem na fante ponosen. Neke individualne napake so se danes dogajale v drugi polčas, kar jih bomo mogli nujno odpraviti in niso sprejemljive za ta nivo igranja, ampak kot sem rekel, šlo je mimo, zabili so nam v drugem polčasu 3 gole, tako da tekmo smo na koncu, ko pogledaš rezultat, tudi zasluženo izgubili. Tako je. Se vam zdi, da je na koncu morda prišla sploh v drugem polčasu, da je izraza ta individualna kvaliteta Mariborčanov? Dobro, imamo Sudanije, imamo Teta, ki kapo dol, fantje so nek drug nivo, ampak največ problemov nam je naredil potem njihov levi bek, ta Odžo, tako da tu smo vedeli, da dokler bomo imeli moč in svežino, bomo lahko to parirali in tako je bilo. Tudi prvi polčas smo ga dobro zaustavili, ampak drugi polčas, ko nam je Matondo nekako fizično počel, iskal menjavo, je prišel not drugi igralec in ni adekvatno naredil teh stvari, ki smo se dogovorili. Na koncu potem plačaš davek, ne? Če nismo vsi na 100% in če ne delamo vsak svojega posla do konca, ko smo se zmenili, potem te tak Maribor kot je, ki ima kvaliteto, kaznuje in to se je danes dokazalo. Drugi polčas si izgubil praktično tekmo iz nekih naših glupih napak. V drugem polčasu je bilo videti, da ste komunicirali z bodočim trenerjem Slavišo Stojanović, ki je sedel za klopjo Kopra. Je bil že on tu vpleten pri taktiki na današnji tekmi? Se vam zdi, da bo imel veliko dela v nadaljevanju sezone? Ne, prevzemam taktiko, prevzemam rezultat, prevzemam vse, kar se je dogajalo do danes, prevzemam na svoje ime, na svoje breme, tako da danes za poraz sem kriv jaz, tako da jaz sem izbral taktiko, jaz sem izbral igralce, kateri bo igrali, jaz sem delal menjave, jaz sem delal vse, tako da prevzemam totalno odgovornost za vsa dejanja, ki so se dogajala danes na igrišču in nov trener, kot sem rekel, pred tekmo je od ponedeljka naprej z ekipo, tako da potem pa bo trener normalno odgovarjal za svoje stvari v klubu. Ne. Morda še za konec, vajeni smo vas v več vlogah, seveda najprej smo vas bili vajeni kot igralca, na to tudi v klubskih prostorih oziroma pisarnah, športni direktor in pa sedaj začasni trener. Kaj še preostane Ivici Gobercu? Nič, samo še hišnik moram biti v klubu, pratka še dres in pripraviti opremo za igralce, ma ne. Za ta klub vsi, ki me poznajo, vejo, da bi na koncu tudi umrl. Živel bi tu 24 ur, delal za ta klub, vejo vsi, koliko mi ta klub pomeni in mi ni težko res nič za ta klub, tako da ne vem, jutri, kaj se bo lahko zgodilo, ampak dokler sem tu, bom tu maksimalno z dušom in s telom, kot se reče, ne, tako da nič, vračam se nazaj v svoji stari vlogi, tako da moramo delati naprej trdo na tem skautingu, na prihodih dobrih igralcev in slediti nekim našim temeljom in na koncu si vemo, Koper res, da hoče najviše mesta, ampak Koper tu i živi od prodaje, tako da sam se osredotočam na to neko kvaliteto in na neke mlade igralce, da lahko klub normalno funkcionira iz meseca v mesec z rednimi izplačili plač, tako da moramo tu i prodajati. Tako da to je moje delo, da v bodoče priskrbimo, da se bo klub nekako, dajmo reči, tudi samostojno financiral. Ivica, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa.